Pozdravljeni! Danes se najprej odpravljamo v občino Sveti Tomaž, kjer je župan Mirko Cvetko minuli teden z domačimi gasilci podpisal pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini za leto 2024. Občina gasilcem letos namenja nekaj čez 52 000 evrov. V Gasilski zvezi Sveti Tomaž delujejo 4 prostovoljna gasilska društva: Savci, Pršetinci, Trnovci in Koračice. Prostovoljno gasilsko društvo Trnovci so gasilsko društvo prve, ostala 3 pa druge kategorije. Na slavnostnem podpisu pogodbe o opravljanju javne gasilske službe so uvodoma spregovorili. Najprej župan, potem predsednik in potem še poveljnik Gasilske zveze Sveti Tomaž. Med drugim so povedali: Vesel sem, da se na tako svečan dogodek lahko spregovori o tako pomembni tematiki, kot je gasilska služba. Namreč v občini Sveti Tomaž se lahko pohvalimo z kar lepo vojsko gasilcev, preko 800 nas je tukaj v občini. Nekako smo razdeljeni na 4 gasilska društva, ki v celoti pokrivajo naš teritorij. In lahko rečem, da so v vseh teh letih, odkar smo samostojni, odkar smo svoja gasilska zveza, naredili prepoznavne korake, tako v gasilskih društvih, kot tudi med samimi prebivalci nasploh. Vemo sami, kaj vse se je dogajalo v teh letih, ki so za nami, od različnih ujm, nesreč, takšnih in drugačnih, in nihče drug. Gasilci ste bili tisti, ki ste v prvi vrsti pomagali tako našim občanom, tako materialno, tako tudi moralno in še kako drugače. Tako da danes je priložnost, da se poskušam tudi kot predstavnik občine Sveti Tomaž vsem vam zahvaliti za vaše veliko delo. Seveda z veliko prošnjo, da bi danes, ko bomo podpisali te pogodbe, to delo nadaljevali tudi v leto, v katero smo vstopili. Gasilska zveza Sveti Tomaž deluje že 4. mandat. Vemo, da je mandat gasilskih zvez, predsednikov, poveljnikov v trajanju 5 let. Če to izračunamo, se pravi, smo danes nekako 17. leto samostojni. V teh 17 letih se je v naših gasilskih domovih, v naših orodiščih zgodilo zelo veliko. Seveda po zaslugi lokalne skupnosti, predvsem pa tudi po zaslugi vas, spoštovani predsedniki, poveljniki in članstvo Gasilske zveze Sveti Tomaž. Obnovili smo vse 4 gasilske domove, kupili smo dejansko skoraj da vse nove avtomobile, v lanskem letu PGD Trnovci, v letošnjem letu Pršetinci, proti koncu letošnjega leta Koračice in do leta 2026 še Savci. Govorim seveda o avtomobilih za prevoz moštva. Jaz bi samo malo poudaril glede opreme, glede intervencij. Tako vemo, da zadnje čase ni več toliko ognjev, kot je bilo nekoč. Sedaj prevladujejo ob intervencijah seveda naravna neurja, naravne nesreče. In mi imamo v naši gasilski zvezi, katero združujejo 4 gasilska društva, kot je že povedal predsednik, 3 društva v drugi kategoriji in eno v prvi kategoriji. Osrednja enota je PGD Koračice, tako da po operativnih članov imamo po kategorizaciji 84, imamo trenutno 7 vozil, od tega en GVC2, 2x GVC1, pa 3 vozila za prevoz moštva. In upam, da bo, kot je že bilo po planu povedano, da bomo uspeli to nadgraditi, da bomo imeli taka vozila, da bomo lahko tudi varno prevažali mladino na tekmovanja, katera organiziramo. Potem so posamezni predsedniki prostovoljnih gasilskih društev predstavili svoje aktivnosti in načrte.
Za prostovoljno gasilsko društvo Savci je spregovoril predsednik Igor Majcen. Za prostovoljno gasilsko društvo Pršetinci Klemen Pongračič. Za prostovoljno gasilsko društvo Trnovci Mitja Prelogar in za prostovoljno gasilsko društvo Koračice predsednica Marjetka Bokša. Občina Sveti Tomaž leto za opravljanje javne gasilske službe namenja čez 52 000 evrov. In sicer za prvo kategorijo občina po pogodbi namenja 6016 evrov, za drugo kategorijo, se pravi ostale 3 gasilska društva, po 8752 evrov in pa gasilska zveza prejme skupaj 7600 evrov. Tukaj niso zajeta sredstva, ki jih bo občina v tem letu namenila za nabavo vozil in opreme. In sicer v tem letu imamo v proračunu rezerviranih 30 000 evrov. In sicer gre za nabavo vozila za prevoz moštva, kot je že bilo rečeno, v PGD Koračice v višini 25 000 evrov in pa še 5 000 evrov za nabavo vozila v PGD Pršetinci. Te dve zadevi bosta predmet podpisa kasneje, ne danes na tem slovesnem trenutku. Danes pa, kot že rečeno, pogodbe o upravljanju gasilske službe po zneskih, ki sem jih povedal, podpisali jih bodo predstavniki gasilskih društev Pršetinci, Savci, Koračice, Trnovci, predstavnik gasilske zveze Sveti Tomaž in pa seveda jaz kot župan občine Sveti Tomaž. Vsa 4 prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v Gasilski zvezi Sveti Tomaž, se lahko pohvalijo z lepo urejenimi gasilskimi domovi, z dobro pripravljenostjo na različne intervencije in solidno opremo. Ponosni so na mlade, ki radi sodelujejo in se aktivno pripravljajo za različna gasilska tekmovanja. Na dobro izobražene operativce in prve posredovalce pri nudenju prve pomoči z defibrilatorji. Na gasilska tekmovanja, na katerih se urijo vse generacije gasilcev, ter na vse druge aktivnosti v smislu družabnosti in sodelovanja z občani. V knjižnici Franca Ksavra Meška je minuli teden potekala javna tribuna na temo Slovenski in ormoški sokoli skozi čas, ki so jo v sodelovanju s profesorjem dr. Ivanom Čukom iz Univerze v Ljubljani in Dušanom Gerlovičem, predsednikom Sokolske zveze Slovenije ter članom upravnega odbora Sokolskega društva Ormož, pripravili ob 160-letnici obstoja in delovanja slovenskega sokolskega športnega gibanja in ob 112-letnici Sokolskega društva Ormož. Že takratno zavedanje o pomenu telesne aktivnosti, sploh pa organiziranost sokolskih telovadnih društev navdušuje še danes. Profesor dr. Ivan Čuk, soavtor knjige Prevarani sokoli, je najprej predstavil zgodovino, vpliv in pomen sokolskega gibanja skozi čas. Zgodovina sokolstva je zanimiva in bogata. Začetki segajo v leto 1862 na Češko, kjer je s ustanovitvijo telovadnega društva v Pragi temelje za kasnejše sokolstvo postavil dr. Miroslav Tirš. Na Slovenskem pa so že naslednje leto, 1. oktobra 1963, ustanovili prvo društvo Južni Sokol in tako lahko, kot je povedal dr. Ivan Čuk, trdimo, da je prav v Ljubljani bilo ustanovljeno prvo telovadno društvo s imenom Sokol. Sicer so ljubljanski meščani imeli možnost organizirano telovaditi že vse od leta 1844. Ob tem je zanimivo tudi dejstvo, da so že tedaj bili pozorni na slovenski jezik in ob grškem izvirniku gimnastika uporabili slovenski izraz telovadba, je dejal govornik profesor dr. Ivan Čuk in v nadaljevanju izpostavil še eno zanimivo dejstvo. Južnemu sokolu se vedno pripisuje, oziroma sokolom nasploh, da so bili samo telovadci. Se pravi, telovadba, orodja in čisto nič drugega. Ampak, če mi pogledamo tukaj tole sliko, te prve članske izkaznice, imamo tukaj plezala
lestve, dobro, tole je bradlja, konc zvučaj. Tukaj so ročke za dviganje uteži, tole so maske za sabljanje, sablje, rokavice, tukaj je kopje, tukaj je skok v višino, krogi, skratka, vse tisto, kar še v današnjem času velja kot temelj telesne kulture. Se pravi, ni bila samo oska orodna telovadba. Za očeta slovenske telesne kulture velja Viktor Murnik. Pod njegovim vodstvom so trenirali tedanji najboljši slovenski telovadci. Olimpionika Stane Derganc, Leon Štukelj in mnogi drugi. Sokolska ideologija pa je takrat spodbujala tudi narodno in kulturno zavest ter širila demokratičnost, tovarištvo, domoljubje in spoštovanje materinega jezika, je poudaril profesor dr. Čuk. Slovenska sokolska zveza je bila ustanovljena 1. oktobra 1905. leta. Ob ustanovitvi je štela 17 društev. Po ustanovitvi Slovenske sokolske zveze se je po Sloveniji pričelo obdobje pospešenega razvoja sokolstva in nastajanje novih društev. Leta 1905 se je Slovenska sokolska zveza vključila v Mednarodno gimnastično zvezo in leta 1907 začela hoditi na prva mednarodna tekmovanja. Leta 1922 je bilo tudi že prvo svetovno prvenstvo na slovenskih tleh. Slovenska sokolska zveza je za ta namen v Župančičevi jami v Ljubljani zgradila stadion za 55.000 gledalcev. Sokolskih društev je bilo v Sloveniji vse več, število članov je raslo. Tik pred Prvo svetovno vojno je bilo v Slovenski sokolski zvezi že 93 društev oziroma 1040 članic in 6613 članov. Kmalu po koncu Druge svetovne vojne pa je bilo sokolstvo razpuščeno. Mnogi sokolski domovi in društva so prevzela ime telovadno društvo Partizan. Prvo sokolsko društvo Ormož je bilo ustanovljeno leta 1912 po vzoru takratnega slovenskega sokolsko-športnega gibanja, pa je v nadaljevanju dejal Dušan Gerlovič, predsednik Sokolske zveze Slovenije ter član upravnega odbora Sokolskega društva Ormož. Takratni prebivalci Ormoža so izvali različne oblike športne vadbe in kulturnega ustvarjanja ter organizirali sokolske zlete v Mestni grabi. Tudi v Ormožu je sokolstvo zamrlo po drugi svetovni vojni, sokolsko društvo pa so v Ormožu znova ustanovili leta 2002. Danes društvo izvaja različne dejavnosti, ki so namenjene športu za zdravje, kulturi in celostnemu razvoju ter promociji Ormoža in Slovenskih goric. Ormoško sokolsko društvo deluje znotraj Sokolske zveze Slovenije, ki pa je bila ponovno ustanovljena leta 1995 ter idejno nadaljuje vizijo sokolstva. Sokolska zveza Slovenije je pač nacionalna športna zveza, ima tam od 50 do 75 športnih društev, odvisno od posameznega leta, ker kakšna društva so, jaz jim rečem skakavci, ko imamo malo več denarja, bi bili člani, pa bi imeli kaj, ko ni toliko denarja, ne bi bili člani, ampak dobro, vedno imamo več kot 50 društev po celi Sloveniji in pa približno 20 strokovnih partnerjev, letno v redni vadni približno 20.000 oseb, v različnih programih telesno-kulturne vadbe, profesor, in pa 10.000 ljudi v različnih drugih programih. To sta recimo nastop v Ljubljani, rafting po reki Vipavi, športno društvo Renče. Imamo naslogan je Športno mi je življenje lepše. Organiziramo velike projekte, Nacionalna sokolska športna šola, to je projekt za predšolske otroke, Sokolček, splošna telesna vadba za zdravje, voda za vse, Senior Fits, Sokolska akademija, počitnice, športna revija Sokol. Razen predstavitve današnjega poslanstva Sokolske zveze Slovenije je domoznanski večer bil namenjen seznanitvi z zgodovino sokolstva v Sloveniji.
pogovor s udeleženci, morda obujanje spominov, izražanju mnenj in pobud za nadaljni razvoj športnih dejavnosti v občini. Pred kratkim so obmejni zgodovinski arhivi v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož v Beli dvorani grajske pristave odprli razstavo z naslovom Vino na meji oziroma Vino na granici. Gre za potujočo razstavo, ki je nastala v sodelovanju 3 slovenskih in 3 hrvaških državnih arhivov in predstavlja edinstven primer sodelovanja arhivov v širši regiji. Razstava Vino na meji je posvečena vinu, ki je kulturno močno povezano z zemljo in ljudmi v regiji. Tako na slovenski kot na hrvaški strani meje pridelujemo in konzumiramo zelo podobno vino, kar je zagotovo rezultat skupnega zgodovinskega izročila, pa tudi sodobnih trendov. Znano je, da gre za zelo odmevno razstavo, ki je gostovala že na več lokacijah, tako da še razlog več, da smo toliko bolj veseli, da jo bodo obiskovalci iz ormoškega območja in tudi širše imeli možnost si ogledati. Kar zadeva to razstavo, sam vidim dodano vrednost in sporočilnost ne samo v sami tematiki in vsebini razstave, slednja je seveda lastna tudi temu območju in širše, govorim o vinu in vinski tematiki. Še bolj pomembna se mi zdi sporočilnost v smislu povezovanja. Razstava Vino na meji je namreč rezultat skupnega dela 3 slovenskih arhivov. Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje ter 3 hrvaških, Državni arhiv za Međimurje, Državni arhiv v Varaždinu, Državni arhiv v Zagrebu. Koncept pripovedi projekta sledi poglavjem, katere je navdihnila pesem kantavtorja Tomaža Pengova, Rodovnik vina. Poglavja nizanja arhivskega gradiva sledijo tematikam od obdelave zemlje, vinogradov, kletarjenja do prodaje in konzuma vina. Poglavja, ki sledijo verzom pesmi, so deloma prilagojena, včasih razširjena, kot ob koncu vezano tudi na negativne posledice pitja alkohola. S tem bi kontekst promocije vinske kulture radi razširili v raznolike družbene učinke in odprli polje razumevanja vinske kulture, saj se slednja, vsaj skozi arhivsko gradivo, nikoli ne konča le pri prodaji ali spremljavi vina v gastronomiji. Sodelujoči v projektu so pripravili slikovno bogat katalog v obsegu 144 strani. Sama razstava pa na ogled prinaša arhivsko gradivo kar na 20 panojih. Predstavljeno gradivo na razstavi obsega okrog 150 posameznih kosov arhivskega gradiva, vse od starih srednjeveških listin do najnovejšega. Od najstarejšega predstavljenega vira publikacij je tako preteklo že skoraj 600 let, gre za listino iz leta 1436. Upamo si tudi trditi, da je velika večina predstavljenega gradiva tudi poznavalcem še nepoznana in je tudi tukaj prvič javno objavljena. Vsebino gradimo torej na našem poslanstvu, saj je temelj javne arhivske službe zbirati, hraniti in predstavljati arhivsko gradivo. V nadaljevanju je vsebino razstave podrobno predstavila Ana Tuk iz Zgodovinskega arhiva v Varaždinu in pojasnila, da razstava Vino na meji prinaša vpogled v zgodovino pridelave vina z območij Prekmurja in dela Štajerske, Međimurja, Zagorja in Posavine okrog Zagreba. Razdeljena je na 6 sklopov, ki so jih naslovili po verzih iz pesmi Tomaža Pengova, Rodovnik vina. Iz zemlje gre v trto, iz trte gre v brente, iz brente v preše, iz preše v sode in tako dalje, ko iz grla preide v glavco.
V kulturnem delu na otvoritvi razstave sta nastopila učenca glasbene šole Ormož, harmonikar Lin Matjašič in baritonist Anže Plohl. Preden si bomo privoščili še nekaj utrinkov iz letošnje pustne povorke, pa si oglejmo še nekaj zadnjih športnih zanimivosti, ki jih je pripravil Uroš Krstič. Dvorana Doma kulture je na podelitvi priznanj občine Ormož na področju športa za leto 2023 pokala po šivih, kar je dokaz, kakšno vrednost za malo mesto ob Dravi ima sam šport. Prireditev sta pripravili občina Ormož in javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Vlogo voditeljice prireditve je opravila Anita Kosec. Občina Ormož se tudi v lanskem letu lahko ponaša z številnimi športnimi uspehi, ki so plod trdega dela posameznikov in organizacij, ki skrbijo, da skupaj razvijamo izjemne športnike in športnice, ki nas vedno znova navdušujejo z uspehi in v nas zbujajo pripadnost in ponos. Prav po njihovi zaslugi je Ormož tudi širše prepoznan kot mesto izjemnih športnikov. Najboljši ekipi minulega leta sta postali ženska članska ekipa Strelskega društva Kovinar Ormož in moška članska ekipa rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Najboljša športnika sta postala strelka Urška Kuharič in rokometaš Marko Bezjak. Članica Strelskega društva Kovinar Ormož Urška Kuharič tekmuje zračno puško na 10 metrov, samostrelom na 10 metrov, malokalibrsko puško na 50 metrov in velikokalibrsko puško na 300 metrov. Je stalna članica državne reprezentance. Ima mednarodno kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije in je zaposlena v športni enoti Slovenske vojske. Urška Kuharič je v lanskem letu osvojila naslov državne prvakinje z malokalibrsko puško v disciplini leži in samostrelom v članski konkurenci. S klubskim kolegom Janom Šumakom sta na domačem državnem prvenstvu osvojila srebrno medaljo v mešanih parih z zračno puško. Na državnem prvenstvu je osvojila še bron z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Kot članica slovenske reprezentance je v lanskem letu nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Bakuju s puško malega in velikega kalibra. Nastopila je na svetovnih pokalih v Las Palmasu, Kairu, Rio de Janeiru in Bakuju. Dobra predstava je uspela na svetovnem prvenstvu v Egiptu, kjer je z veliko kalibrsko puško na 300 metrov v trojnem položaju zasedla 6. mesto. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju je v disciplini leži s puško na 300 metrov osvojila 9. mesto. Kuharičeva, članica športne enote Slovenske vojske, je lani nastopila v brazilski prestolnici Rio de Janeiro na svetovnem vojaškem prvenstvu. Konkurenca na tovrstnih tekmovanjih je enaka kot na svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah, saj so vsi najboljši strelci zaposleni v vojski. Edina ženska predstavnica Slovenije je že v eliminacijah s 5. mestom z malokalibrsko puško v disciplini leži na 50 metrov nakazala, da se bo na glavni tekmi borila za najvišja mesta. Osvojila je bronasto kolajno. V drugi tekmi vojaškega svetovnega prvenstva je nastopila še v trojnem položaju z malokalibrsko puško in osvojila 6. mesto. Sicer se Urška v svoji karieri lahko pohvali zlato medaljo v ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu ter srebrno in bronasto medaljo z evropskega prvenstva. Urškina velika želja je nastopiti na olimpijskih igrah, za kar je potrebna kvota, ki jo trenutno lovi. Držimo pesti, da Urški uspe.
Marko Bezjak je svojo rokometno pot začel v Ormožu. Bil je del ekipe generacije rojene leta 1986, ki so jo zaradi številnih uspehov poimenovali nedotakljivi. Po odhodu iz Ormoža se je Bezjak preselil v Velenje. Pri moštvu Gorenja je okusil slast naslova državnih prvakov in čar igranja na mednarodnih sceni. Po izjemnih predstavah v Ormožu in Velenju je bil čas za odhod v tujino. Leta 2013 je pristopil k nemškemu velikanu iz bivše vzhodne Nemčije, Magdeburgu. V 10 letih igranja za Magdeburg je osvojil naslov klubskih svetovnih prvakov, nemško Bundesligo, ki velja za najmočnejšo ligo na svetu, in nemško pokalno lovoriko. Junija lani je Marko z ekipo Magdeburga osvojil še Evropsko ligo prvakov. Na Final Fouru v Kelnu so premagali Barcelono in Kielce. Marko se lahko pohvali tudi z bronom z reprezentanco Slovenije svetovnega prvenstva 2017 v Franciji, kjer je odigral ključno vlogo pri čudežnem preobratu in zmagi proti Hrvaški. Bezo, kot mu pravijo prijatelji, je trenutno član hrvaške ekipe Nekse iz Našic. V Ormožu upamo, da bo svojo rokometno pot zaključil tam, kjer je začel, pri Jeruzalemu. EHF Final Four winners in 2023. For the first time in 21 years, Magdeburg are on top of European handball. Nagrado za življenjsko delo na področju športa je prejel Franc Šulek. Franc Šulek se je že kot osnovnošolec začel ukvarjati s športom in njegova ljubezen na prvi pogled, rokomet, je ostala še do današnjih dni. Leta 1957 se je seznanil z rokometno igro, ta je svoji ljubezni ostal zvest skozi vso svojo športno aktivnost. Rokomet je začel aktivno igrati leta 1960 kot osnovnošolec, tedaj za šolsko ekipo osnovne šole Ormož. Leta 1963 se je že aktivno vključil v igranje rokometa kot mladinec pri rokometnem klubu Ormož, kjer je leta 1966 že igral za člansko ekipo. Po razpadu rokometne ekipe rokometnega kluba Ormož leta 1969 se je odločil za igranje rokometa pri sosedih iz Velike Nedelje. Avgusta leta 1970 je na pobudo Franca Šuleka, Mirka Havlasa in Andreja Pučka prišlo do ponovnega zagona rokometnega kluba Ormož. V teh letih je Franc Šulek deloval tudi kot trener mladinske ekipe rokometnega kluba Ormož. Svojo rokometno pot je nadaljeval kot igralec članske ekipe, ki je med letoma 1970 in 1977 nastopala v Štajerski in pozneje tudi v Slovenski ligi. Kot pobudnik praznovanja 700-letnice prve omembe Ormoža je sodeloval pri številnih prireditvah. Najbolj veličasten je bil rokometni turnir generacij in sosednjih klubov junija 1973 v Mestni Grabi. Kot aktiven igralec je svojo kariero zaključil leta 1977, ko se je ženo Verico odselil v Luče. Franc Šulek je kot učitelj geografije in zgodovine delal na večjih osnovnih šolah, v Markovcih, Središču ob Dravi, Miklavžu pri Ormožu, Kidričevem in Lučah, kjer je bil med letoma 1981 in 1987 ravnatelj na osnovni šoli Blaža Arnuša. Bil je ustanovni član in pozneje predsednik telesno-kulturnih organizacij Mozirje. V tem času je bil še vedno aktiven igralec rokometa, igral je za športno društvo Radoha Luče. Kot predsednik telesno-kulturnih organizacij in aktiven igralec rokometa je bil glavni akter za izgradnjo rokometnih igrišč v občini Mozirje. Ko se je leta 1987 ženo vrnil v rojstno mesto, se je takoj aktivno vključil v delo rokometnega kluba Ormož. Najprej kot član upravnega odbora, pozneje kot predsednik rokometnega kluba Ormož med letoma 1988 in 1992. Pozneje je bil član upravnega odbora rokometnega kluba Ormož.
Aktivno je deloval tudi v planinskem društvu Max Meško Ormož, kjer je še danes aktiven. Med letoma 1987 in 1993 je delal kot ravnatelj vzgojno-varstvenega zavoda v Ormožu. Leta 1993 se je zaposlil kot ravnatelj na osnovni šoli Središče ob Dravi, kjer je ostal zaposlen do svoje upokojitve leta 2011. Franc Šulek je še vedno aktiven športnik, predvsem sta mu v veliko veselje kolesarjenje in planinarjenje. Ogromno priznanj so prejeli tudi mladi perspektivni športniki, kar dokazuje, da se za prihodnost ormoškega športa ni za bati. Letni program športa občine Ormož za leto 2024 je ovrednoten na več kot 916 tisoč evrov. Futsalerji v prvi slovenski ligi so odigrali tekme 18. in 19. kroga, doseženih pa je bilo kar nekaj presenetljivih rezultatov. V 18. krogu sta si spodrsljaja privoščila Meteor Plast na domačem terenu proti zadnjeuvrščenemu Dobrepolju in vodilni Siliko iz Vrhnike, ki je doživel poraz na gostovanju v Kobaridu. Oplast je bil boljši z rezultatom 6-3. Poglejmo na tekmo v Ljutomer, katero je pospremilo okrog 100 gledalcev. Prleki so grenkobo zadnjega poraza doživeli v 12. krogu 5. januarja proti Dobovcu. V tem obdobju pa nanizali 3 zmage in 2 remija. Gostje so povedli v 6. minuti, ko je z razdalje 11 metrov natančno meril in zadev Anej Kmetič. Isti igralec je na sceno stopil tudi v 9. minuti z novim močnim ter natančnim strelom. Ivan Matan je znižal zaostanek Meteorov na 1-2 v 12. minuti, ko je izkoristil odlično asistenco v prazen prostor Roka Šnofla. Za povišanje prednosti na 3-1 je svojim tretjim zadetkom v enem polčasu poskrbel Anej Kmetič z golom iz 6 metrovke v 17. minuti. Izid prvega polčasa Meteor Plast Ljutomer Dobrepolje 1-4 je v 18. minuti postavil Tomaž Pustotnik. V nadaljevanju so se gostitelji na vse kriplje trudili uloviti nasprotnika. To jim je delno tudi uspelo v 37. in 40. minuti, ko sta zadela najprej Rok Šnofel na 2-4 in nato še Ante Matan za 3-4. Kdo je v zadnji minuti zapečatil usodo Ljutomerčanov, lahko ugibate le enkrat. Anej Kmetič, junak tekme in strelec 4 zadetkov na eni sami tekmi. Meteor Plast Ljutomer Dobrepolje 3-5. Polčas 1-4. V 10. poskusu vam je le uspelo premagati Ljutomerčane in to na eni najbolj pomembnih tekem v sezoni. Kako ste vi videli ta dvoboj? Pomembne 3 točke. Upamo, da ni prepozen. Borili se bomo do konca, dokler bo matematična možnost, da mi ostanemo v ligi. Bomo dali svoj maksimum. Vesel sem za zmago, vesel sem za ekipo, ker dostikrat letos se nam je že zgodilo, da smo dobro odigrali, pa si priigrali prednost, pa jo pol prelahko zapravili. Danes smo nekako zadržali to prednost in nas je nagradili končno tudi z zmago tukaj. Iskrene čestitke ter obilo sreče v boju za obstanek. Hvala lepa. Po nekaj uspešnih predstavah ste tokrat naleteli na razpoloženo Dobrepolje kot zadnjeuvrščeno ekipo in nekoliko presenetljivo izgubili. Dobro smo povezali teh zadnjih 5 tekem, danes povsem brez idej v napadu. V obrambi enostavno premalo smo se borili in gostje so si bolj želeli zmago, tekma za pozabo. Kaj je bilo tisto ključno danes, da vam ni uspelo streti gostov? Predvsem pristop, borbenost nasploh, po mojem.
torek so ekipe odigrale že tekme 19. kroga, seveda tudi tokrat ni šlo brez presenečenj. Največje so z zmago s 3-2 v Rogaški Slatini priredili Prleki. Za Meteore sta zadela Alen Rus dvakrat, in sicer v 20. ter 40. minuti, in Adrian Trstenjak v 36. minuti s prelepim golom. Gostitelji so oba zadetka dosegli v drugem polčasu, in sicer v 30. minuti Francisco Javier Martinez Vilalba in Žiga Čeh v 34. minuti. Dobovec Meteor plus Ljutomer 2-3, polčas 0-1. Na lestvici znova vodi Siliko za točko prednosti pred Dobovcem. Meteori so vse bliže tretjemu mestu po rednem delu sezone. Sledijo Oblast Kobarid, Sevnica, Ekstrem, Dobre Polje, ki so se znebile zadnjega mesta, in na zadnjem 8. mestu Škofijski Bronx. V petek 1. marca bo Ljutomer domačin derbija med domačimi Meteori in vodilnim Silikom. Tekma se prične ob 20:30, prizorišče pa športna dvorana Šic v Ljutomeru. Res je, da je pustni čas že kar daleč za nami, kljub temu pa se le še spomnimo letošnjega ormoškega fašenka oziroma pustne povorke, ki na pustni torek po ormoških ulicah poteka že vse od leta 1954. Vseh sort pustnih mask je bilo tudi letos ter veliko dobre volje, ki pa vedno dobro dene. Kot običajno so na čelo povorke ob zvokih pihalnega orkestra glasbene šole Ormož zakorakale ormoške mažoretke, za njimi pa godbeniki oblečeni v liki večne pravljice o Sneguljčici in 7 palčkih. Takoj za godbo je prizorišče preplavila masa kurentov. Skupaj je svoj ples odplesalo okrog 120 kurentov. Kar 40 jih je bilo iz Ormoža, 45 iz Cvetkovcev in 35 iz Miklavža pri Ormožu, med katerimi je bil tudi ormoški župan Danijel Vrbnjak, ki pa se je potem pridružil ocenjevalni skupini na odru. Sledila je skupina petrajnskih kurentov iz Petrijanca, ki se od naših domačih razlikujejo po tem, da imajo kožuhe iz zajčjega krzna, maske z dolgimi nosovi, okrašene s puranjim perjem. Spremljajo jih dekleta imenovane Lugice. Skupina je s strani organizatorjev prejela posebno priznanje za mednarodno sodelovanje. V nadaljevanju so se predstavile skupine iz vrtcev in šol. Najprej so se v povorki sprehodili otroci iz vrtca Podgorci, in sicer skupina Mavrica, ki je svoj nastop naslovila Od zrnja do kruha, in kjer je zrnje, so tudi miške. Iz vrtca Sveti Tomaž so prišli kužki dalmatinci, in to v družbi pisanih papagajev. Skupine Zvezdice, Sončki, Lunice in Žogice iz vrtca Ormož so v svojih pustnih opravah občinstvu prinesli ekološki utrip vrtca. Spoštovanjem do večnega sožitja z naravo, ker imajo tudi strašila na poljih svoj pomen. Skupini Pikini prijatelji in mehurčki sta se predstavili kot super junaki recikliranja ali ponovne uporabe nekaterih odpadkov, iz katerih so si izdelali tudi svoje pustne kostume. Skupina Balončki, Pedenjpedi in Radovedne bučke so v povorki nastopili kot čebelji raj s eko-oazo v vrtcu. Skupini Mavrice in Kapljice iz vrtca Ormož pa sta predstavili ozaveščanje vplivih globalnega segrevanja, ki bi lahko resno ogrozil življenje nekaterih živali v hladnih naravnih okoljih. Takoj za njimi so se kot eko-vzgojeno sadje predstavile tudi dijakinje srednješolskega programa Predšolska vzgoja na Ormoški gimnaziji. Otroci iz vrtca Velika nedelja so se s svojimi starši in vzgojitelji predstavili kot skupina dimnikarjev s podkvami, gumbi in pikapolonicami,
Vsem za srečo in veselje. S sloganom Vsi za enega, eden za vse so se predstavili otroci iz vrtcev Miklavž pri Ormožu in Kok, ko so se našemljeni v različne živalce podali na pot za čim boljšim sobivanjem v naravi. Šolarji 5. razreda osnovne šole Velika nedelja v Podgorcih so bili oblečeni v domine, ki so vedno pripravljene za igro in zabavo, na katero so vabili tudi ob sprehodu skozi prizorišče ormoške povorke. Reka Drava, naš zlati biser, so svoj pustni nastop naslovili učenci 3. razreda osnovne šole Ormož. Razen reke so uprizorili tudi živalski svet v njej. Iz 3. razreda pa je bila tudi skupina potapljačev, ki se pogumno potapljajo v vrsto znanj in veščin, ki jih otrokom daje šola. Učenci 4. in 5. A in B razreda osnovne šole Ormož so kot mušnice predstavili gobji ples, tam nekje v bukovem gozdu. 1. razred osnovne šole Središče ob Dravi se je predstavil kot babice in dedki iz doma upokojencev, ki bo nekoč morda zaživel tudi v njihovi domači občini. Potem so se v povorki predstavili hodeči semaforji iz 2. razreda osnovne šole Središče ob Dravi in se poigrali s 3 pomembnimi lučkami, ki usmerjajo promet. Učenci 3. razreda osnovne šole Središče ob Dravi so se predstavili kot Mehičani in zaplesali v ritmu tradicionalne mehiške glasbe. Kot božično okrašene smrekice pa so se v nadaljevanju predstavili učenci 5. razreda Središke osnovne šole, morda kot predlog za naslednjo božično okrasitev. Tudi od lučk na okrašenih smrekah bi se lahko kaj vžgalo. Tako so v nadaljevanju nastopili gasilci, ki so jih predstavljali učenci 4. razreda. Skupina pozvačinov so bili učenci 5. razreda osnovne šole Ivanjkovci. Navdih za svojo masko so dobili pri pouku družbe, saj so jih navdušile oprave prekmurskih pozvačinov. Plesna skupina iz osnovne šole Ivanjkovci je predstavila srčke, ki so večen simbol ljubezni in prijateljstva. S to skupino, kjer je v živo zapela šolarka Julija, se je tudi zaključila predstavitev otroških in šolskih skupin. Mednje so organizatorji razdelili 1000 evrov. Pravo nasprotje, nežni in ljubeči predhodni karnevalski skupini pa so predstavljali Krampusi Ankensteini iz Cirkulan. Kljub temu, da so izgledali strašljivo, so navdušili s svojimi ročno izdelanimi kostumi in lesenimi maskami. Kulturno-umetniško društvo Maska iz Stojncev je v svojih prelepo izdelanih kostumih predstavila Pink Show s poročilom Veselimo se življenja in ga obarvajmo v pink. Koralni greben v Panonskem morju s podvodnim možem ter ribičem Štefekom je predstavljala skupina iz Centra starejših občanov Ormož. Skupina si je glede na prelepe pustne kostume in izvirno idejo po oceni komisije prislužila prvo mesto med karnevalskimi skupinami. Hujdi vragi pa se je imenovala naslednja skupina iz Dornave. Hujdi vragi bi naj ohranjali tradicijo parklov, ki na svojih pohodih meseca decembra spremljajo svetega Miklavža. V nadaljevanju je nastopila skupina turističnega društva Središče ob Dravi, ki so obudili spomin na Brotvo. Glede na etnografski pomen so presoji ocenjevalne komisije prejeli prvo nagrado med karnevalskimi skupinami. V nadaljevanju je navdušila plesna skupina Mama Mia s kraljem plesa iz telovadnega društva Partizan Središče ob Dravi. Prepričali so tudi ocenjevalno komisijo, ki jim je dodelila 3. mesto v kategoriji odraslih karnevalskih skupin.
Za plesočimi telovadci je na prizorišče prispela skupina, ki je upodabljala pisane gusarjeve papige. Iz Cestice na Hrvaškem je tudi letos ormoški fašenk obiskala etnoskupina Pingo. Predstavili so se kot vedno elegantni in ponosni pavi in strani organizatorjev ormoškega fašenka prejeli priznanje za mednarodno sodelovanje. Turistično-etnografsko društvo Sodinci, ki iz leta v leto navdušuje s izvirnimi in domiselnimi pustnimi kostimi oziroma idejami, je letos predstavilo pravljični fašenk oziroma konjsko parado. Skupina si je svojim nastopom prislužila drugo nagrado med karnevalskimi skupinami. Člani mladinskega društva Obrež so na prizorišče prileteli kot pisane papige. V Ormož so prispele v družbi piratov na piratski ladji iz Karibov. Željo, da kapetanu ladje v Ormožu najdejo ženo. Težko, da kakšna pustna povorka gre mimo brez ciganov. Tako so se na repu povorke skozi Ormož sprehodili še podgorski cigani in tako zadostili tradiciji. Tudi letos, ko je po ormoških ulicah potekala že 70. pustna povorka, si je pustne norčije ogledala množica obiskovalcev. Rajanje se je potem nadaljevalo v prireditvenem šotoru ob grajski pristavi, kjer so najbolj všečnim skupinam podelili tudi nagrade. Z letošnjimi pustnimi norčijami smo zaključili. Naj ostanejo le še prijeten spomin, kajti nove zgodbe že čakajo na svojo priložnost. Tako da vabljeni v našo družbo tudi prihodnji teden. Vse dobro vam želimo in nasvidenje.